No, dober večer. Dober večer. Spoštovani poslušalci in naši trije kaplani. Danes smo se tukaj zbrali, da se bomo malo pogovarjali, ne, v bistvu bo en sproščen pogovor. Jaz bom kakor moderator, in v bistvu bomo izvedeli, ne, kaj v bistvu delajo v Zavodu svetega Stanislava, te duhovniki in kaplani. In če se najprej kar lepo predstavijo, se pravi najprej mogoče kar gospod direktor. Ja, dober večer vsem skupaj, lepo pozdravljeni. Moje ime je Tone Česen, sem kot duhovnik v zavodu že od leta 2004. Najprej sem bil kaplan v dijaškem domu, pa v gimnaziji potem. Nekaj let sem bil odgovoren za mlade v Sloveniji pri škofovski konferenci, zdaj sem pa od leta 2018 tukaj kot direktor celotnega Zavoda svetega Stanislava. Živijo, jaz sem pa Martin in sem tukaj v zavodu zdaj 11. leto, od 2010, ko sem bil tudi posvečen duhovnika, in v bistvu vsa ta leta tudi učim vero in kulturo na škofijski klasični gimnaziji. Poleg tega pa sem še kaplan v vrtcu, v dijaškem domu, najprej sem bil pa tudi v osnovni šoli. Sem zdaj jaz. Jaz sem Gregor Bregar, tle kaplan na gimnaziji. Takrat sem bil posvečen 2019 in v bistvu je to nekako moje prvo poslanstvo tle na gimnaziji, tako da imam tudi vero in kulturo, prve letnike, pa še nekaj drugih. Tako da ja, meni je tle zelo lepo, no, tako. Pa fajn je, ko smo tudi mi skupaj, pač duhovniki. Drugače prej sem pa pač še druge stvari počel, pa sem bil tudi že prej zaposlen v zavodu, ko sem fiziko učil, tako da še to. Aha, no, da se še jaz predstavim, ja, jaz sem pa Žiga, sem pa dijak škofijske gimnazije, sicer 3. letnik. In sicer, se pravi, ste rekli, da učite vero in kulturo, ne? Pa če bi mogoče malo razložili, o čem se gre pri veri in kulturi, o čem se pogovarjamo, kakšna je snov in to. Grega, kar ti začni. Ja, vera in kultura. Smo se tle pogovarjali, pa smo rekli, da je bilo mogoče dobro, da še ostale duhovnike omenimo, ne? V istem prostoru znajo tudi Matevž Mehle, ne? Se ga ne da videti, kaj za kamero. On je pač kaplan v študentskem domu, pa s katoliško mladino se zelo veliko ukvarja. Pa kaj še, pa Gašper Kočan, ki je na osnovni šoli, pa je še tle v gimnaziji, ima en razred. Pa še David Kramer, ki ima pa tudi v bistvu en razred tle na gimnaziji, drugače pa na teološki fakulteti. Zdaj pa vera in kultura, ja. Tako kar en tak zabaven predmet. Če kakšne župnike vprašaš, kva delaš, mislim, če jim razlagaš, kva delaš, pol običajno rečejo, ja, verouk učiš, ne. Ja, pa je tam, no. Ni čisto kot verouk, ki je v bistvu v osnovni šoli. Tle nekako spoznamo različne teme o veri, o pač življenju, o pač posamezniku, o človeku, o skupnosti, o verstvih, pa pol tudi razna taka vprašanja, družbena, ne, ali pa tudi etična. Pa svetopismo nekako raziskujemo, pa razni pogovori po skupinah so. Kaj še bi rekel? Ne vem. Kaj bi pa rekel letniku? V tem letniku, ko začnemo v bistvu kar precej z verstvi, tam nekako od prazgodovine, ki lahko približno rečemo, a so že verstva, pa so bili verni, pa v bistvu vse do danes, kaj imamo, česa nimamo, ali smo verni, ali nismo verni, ali smo ateisti, ali smo kaj drugega, kaj smo. Tako da je ta 3. letnik je kar tak pester, no, z raznimi pogledi na vprašanje sploh vere pa Boga, no. Tako da v 4. letniku,
Ja, v 4. letniku imamo v bistvu 2 velika dela. En je bolj življenje v cerkvi, spoznavanje cerkve, ustroja cerkve, potem tudi kaj pomenijo zakramenti za kristjana. V drugem delu pa so potem družbena vprašanja, predvsem z področja bioetike, recimo vprašanja umetne oploditve, potem smrtne kazni ali pa recimo, ne vem, danes je to zelo aktualno, ko imamo epidemijo, tako da se soočamo s temi vprašanji, kako pravzaprav odgovarjati, argumentirati, spoznavati, vedeti, razumeti in potem se seveda kritično tudi znati odločati v tem času, ki je tako kompleksen. Aha, ja, okej. Ja, jaz bi mogoče še omenil, da jaz sem zdaj veliko spraševal, ne, pa bi lahko tudi drugi sprašujete, če se da, se da. Od spodaj v komentarje. Ja. Mislim, da bi se mogli dati, mislim, če vas posebno kaj zanima. Aha, okej, hvala. Če vas zanima, pač kar vprašajte, tule v chat. Se pravi, ja, zdaj ste veliko omenjali cerkev in se pravi, o čem se vsem pogovarjamo, pa me zanima, če se da na škofijsko prijaviti tudi, če v bistvu če nisi veren, če nimaš zakramentov in tako. Ja, seveda, pač na škofijsko lahko pride pač vsak, ne. Edino to je pomembno, da nekako zaspoštuješ pač to, kar se tle dogaja, ne. Pač vse, recimo so tudi maše, so pač tudi te pogovori malo bolj resni oviri, ne. Pa so razne molitve in tako naprej. Tako da, v bistvu, ja, vsi so nekako dobrodošli in skušamo vsakmu res čim več dati, ne. In se mi zdi, da glede vere tudi največ, no, ali pa zelo veliko tudi dijaki dajo drug drugemu. Se mi zdi tisto pričevanje tako enih veselih kristjanov, no, pač, ki res se napajajo v Bogu, no, ki nekako to veselje doživljajo in potem so tudi nekako pričevalci, bi lahko rekli, no. Mogoče, če bi še kdo drug. Veš, kaj se mi prejšnji teden zgodil? Ko smo imeli vero in kulturo v enem razredu in je bil teden ekumenizma, se pravi molitve za edinost vseh kristjanov in na vrsto je prišla, pač čisto tako, pač ki gremo random po vrsti, je prišla ena dijakinja, ki je pravoslavne vere. In rekla, a lahko jaz moram po rusko, se rekel, ma to je, kakor bi se zmenili že do naprej. Seveda, in smo zbolili po rusko Oče naš. Tako je bilo eno tako posebno čisto vzdušje, tako za ostale, kot tudi za njo. Kot bi se zmenili, se v bistvu lepo poklapali lih tisti teden. Ja, vsak lahko da nekaj svojega, ne? Vsak lahko da tudi svoj pogled, ne? Ker tudi to bogati. Ja, jaz bi dodal še to, Žiga, ker je bilo podobno vprašanje tudi že v soboto na prvem dogodku dnevu odprtih vrat, da predvsem je to izredno lepa izkušnja, ker se direktno v razredu lahko, kadar smo skupaj verni, neverni ali pa različnih ver, učimo spoštovanja, učimo se razumeti drug drugega, poskušamo vstopati seveda v to drugačno resničnost. Hkrati pa se mi zdi, da predvsem tisti, ki morda nimajo toliko stika ali odnosa s cerkvijo, lahko doživijo in vsaj upam, da tudi doživijo, ne, da ni cerkev samo taka ali pa nismo kristjani samo taki, kot jih včasih prikazujejo mediji, ampak da nas srečajo v živo, v neposrednem odnosu in tam seveda se tudi marsikakšen predsodek, ki včasih lahko obstaja, razbije ali pa razblini in v tem je lepota, no, in to doživljajo vsi tisti, ki so recimo tudi neverni med nami, večkrat o tem pričujejo oziroma sami tudi povejo. Žiga, se spomniš tistih 3 temeljev, ne? Ki smo jih prvo uro napisali prviko, vse? Ja. Ja, spoštovanje. Spoštovanje, ljubezen, strpnost. Bravo, super sa. Super dobro, ne. Bravo. Imam napisan tule zraven. Ne, nimam. Ja, no, zdaj smo v chatu dobili eno vprašanje. Emo zanima, če so kakšni, če so duhovne vaje ali pa duhovni vikendi in kako to izgleda, kaj se tam dogaja? Ja.
Ja, v bistvu vsako leto gremo z vsakim razredom na en vikend, običajno je od četrtka popoldne pa do sobote popoldne, nekam ven iz Ljubljane, naravo, v bistvu zdaj nekako hodimo v Adraga, Sliboje, pa v Novo Štifto na Dolenjskem, v Ribenci. No in ta čas je v bistvu namenjen prav temu, da se razred poveže kot celota, ne, da so skupaj in pa hkrati, da v bistvu tudi nekaj odnesejo za naprej, da iz te izkušnje duhovne obnove lahko odnesejo tisto maksimalno, kar bo pomagalo njim živeti, tudi vero, razredu, pa kaj bo lahko dali pa tudi naprej. Kot odrasli, konkretno v 4. letniku, kako bo lahko en dijak kot študent živel v bistvu svojo vero, svoje življenje, kako bo lahko s tem hangom. No? Tako da to je običajno ena tista izkušnja, kjer se zgodi največ lepih stvari, tistih, ki ostanejo pol še po 10, 20 ali pa 30 letih, ko bo, 30 let še ne nobenega, ampak ja, to je tisto, kar ostane. Ja, se to stari, pa še nismo, ne? Ja. No, to je recimo tudi ena od stvari, ki je v anketah med nekdanjimi dijaki, tisti, ki so že na fakultetah, na univerzi ali pa celo že poročeni v službah. En najlepših spominov, ki jih omenjajo potem, ko gledajo nazaj na življenje 4 let v gimnaziji, oziroma konkretno pri nas na Škofijski klasični gimnaziji, kjer so, kot je bilo rečeno, se zelo povežejo kot razred, pa hkrati imajo priložnost spoznati tudi samega sebe, kdo pravzaprav so v celoti. Ja, duhovna obnova je pač super, ne? Sam zelo bozen je treba, mislim, se gre spat, no, mislim, saj zase govorim, no, nekako je treba še zadnjega nekako spraviti, nekako v poslu, ne se je malo hitsko. Čeprav pa je lepšega, ker pa v pol 2 zjutraj čvekati zdaj boljšo prijateljco na poslu, ja. Ja, ne vem, lahko je že tudi zame, pač osebno je čudovita stvar, pač duhovna obnova, no. Zdaj res nekaj pogrešamo, ne, tako. Ja, res, ta povezanost, no, pa sproščeno vzdušje, pa, ne vem, super je. Ja, v bistvu bi se kar strinjal, ja, z vsem, kar ste rekli, v očeh dijaka, bi tudi omenil, da je to eden izmed lepših teh dogodkov na Škofijski, no. Tako da zdaj to kar pogrešam, ne, ker smo v teh čudnih časih. Tako da, ja, preden gremo zdaj naprej na naslednje vprašanje, bi samo mogoče vprašal še, če imate kakšno zanimivo anekdoto iz kakšne duhovne obnove ali pa mogoče z animatorji, kakšen prepir ali pa kaj, če se kaj, ne vem. Zdaj, Žiga, jaz bom takoj povedal, da je ena zgodba, ki mi takoj padla na pamet, ko si vprašal, ne. To je bilo že precej let nazaj, po mojem, že 10 let nazaj. Jaz večer, kot je že bilo rečeno, ne, umiljam dijake, da bodo čim prej spat in stopim v eno fantovsko sobo, mislim, da so bili 4 fantje noter in so molili zvečer, ne. In molili so za namen, da bi dobili najboljšo ženo na tem svetu. No, mislim, da sta 2 ali 3 od teh so že poročeni, pa imajo zelo dobre žene, tako da se splača tudi za tak namen moliti, ja. Jaz bom mogoče povedal, da je 2 štorije, ampak upam, Žiga, da ne boš slučajno tega kaj izkoristil, ne? Na eni, po mojem govorjenju je 5 let nazaj, na duhovni obnovi še z maturanti, ko sem bil, tako smo imeli zabavni večer, ura bila tam polnoč, pol enih in tako se mi je čudno zdelo, pa je vsake to cajta sta 2 zginila, pa so 3 zginili, pa je 1 zginil, a ne? In pa tako se rekel, ok, pa čakaj, se bomo zabavili včeraj za vse, a ne? Ja, se v redu, profesor, se bo vse kul. In redo pa mi zaključimo tam v enih z bolbo, ne, in se rekel, no, evo, zdaj pa počas, če kdo še želi, lahko še tlema ostane, drugače pa počas pa gremo v sobo, ne. In jaz pridem dol v svojo sobo in kaj vidim, spraznili so mi sobo kompletno. Nič ni več ostalo noter, mizo so odnesli,
poslo so odnesli, vse moje stvari so odnesli po celi hiši. In potem je bilo to seveda, nagrada je, da sem jaz to vse mogel poiskati in najti najprej, da sem najdel vse stvari in potem posle še tudi jaz lahko spat. In se je še večkrat noč skrajšala v bistvu, večer pa podaljšala. To je bila ena taka zanimiva, druga je bila pa še boljša, ker sem šel sred dneva, tako ko sem imel prosti čas, pa sem šel v fantovsko sobo, pa sem rekel, pa zakaj imajo pa tle tako zaprto? In ko odprem, in jaz sem seveda potem še ne vedel naslednji dan, zakaj so imeli zaprto. Fanti so se me duhovno obnovo dali izziv, da si bojo spekli pico. In seveda so v sobi pripravili testo in zato, da se testo ne bi prehladilo, so okna zapirali. In seveda sred noči ob 2 zjutraj so šli oni to v pečico speči. Tako da je bila potem videti drug zjutraj, tako rečejo, profesor, imate malo pice? Sem rekel, kaj? Ja, malo mi je ostalo. Ja, sem rekel, ste naročili ali kaj? V bistvu ne. No, tako da sem potem post festom zvedel, kaj se je dogajalo po noč. Jaz sem seveda spal. Ja, se mogoče se naši gledalci in gledalke sprašujejo, kaj je naslov tega srečanja, da bomo neko hrano za dušo in za telo pripravljali. Če Martin je tukaj že nekako to temo hrane odprl, bomo videli, kaj bomo danes sploh jedli. Jaz bi pa eno tako dogodivščino. Najtežje je ljudi zjutraj zbuditi, in to je tudi najbolj zabavno, takrat je najtežje ostati dobre volje, če si to animator ali pa če si kaplan. In se mi dogaja, da so animatorji zaspali kdaj, pa da jih niso oni budili, ampak jaz poj. Pa smo se z enim animatorjem prav dobro ujela, on je igral harmoniko, jaz pa kitaro in že prejšnji večer nekako je bil to nek narodno zabavni bend. In potem smo res zjutraj, sem jaz njega šel buditi, on je bil res komaj živ, ja, povedal harmoniko, ja, okej, bom tle, in pa so šla po sobah in on je obvladal, ono bolico je špilo in sem mu rekel, to je pa tako ono znanje, da tudi če te v polnoči zbudijo, da obvladaš, No, njega sem pa ob 7 zjutraj zbudil in je obvladal. No, itak je tega je še zelo veliko. Predvsem kakšna hrana in pijača, ki se dogaja, kakšne te zgodbe. Ja, je res veliko, ja, jaz se strinjam. Vsem, kar ste povedali. No, zdaj je naslednje vprašanja so v bistvu bolj povezana z cvetnimi mašami. Aha, okej. Torej je bilo prvo vprašanje, kolikokrat je na teden maša, pa preden grejo dijaki na novoletne počitnice, če opravimo božično sveto mašo. In kakšen na to kaj pomeni? Ja, na razpolago je v bistvu vsako jutro 6:50 sveta maša v kapeli. Se pravi, vsak dan, kdor želi, lahko pride, so čisto dijaki prostovoljno, tudi ministranti prihajajo, ki malo podežurajo pa to. Tako da ja, se pravi, vsak dan je možnost svete maše zjutraj. Poleg tega imamo pa sicer tudi še zvečer, takrat bolj zagonske dijake, tudi varianto, če jim zjutraj ne ustreza, medtem ko z razredom, tako se pravi razred kot skupnost, imamo pa običajno v adventu, imamo razredno sveto mašo med poukom vika. Tako da v bistvu tudi samo razred je prisoten, pa razrednik, in skupaj pripravimo mašo in jo potem tudi obhajamo v kapeli ali pa v cerkvi, kjer v eni izmed kapel. Ja, Vik je prej kultura. V adventu je taka zanimivost tudi rorate maša. To je maša, ki so jo včasih obhajali vedno striktno zgodaj zjutraj, ko je bila še tema, se pravi, ko je bila še noč in samo ob svečah.
In seveda te maše so bile vedno v latinščini, tako da tudi zdaj imamo mi dvakrat v adventu, imamo rorate mašo, samo s svečkami, nobene druge razsvetljave in maša je v latinščini. Tako da tudi za tiste, ki so malo bolj na latinščino mahnjeni, pa ki imajo mogoče maturanti latinščine, se običajno tudi udeležijo, tudi sodelovanje pripravijo, preberejo berilo, tako da je v bistvu ena posebna izkušnja. Jaz se spomnim, ena goreča vernica, so zažgali lase skoraj, da je pustno. Ne, sej, boljše neumestna šala, no, neumestna. Ja, za tiste, ki niso bili tolikokrat v zavodu Svetega Stanislava, ne povemo, da je to res ogromna hiša in da imamo v zavodu najprej cerkev Svetega Stanislava, potem imamo pa še kapele, in sicer 4. V gimnaziji je kapela Žalostne Matere Božje, v študentskem domu je kapela Božje modrosti, v osnovni šoli je kapela Dobrega pastirja in pa v gostujočih prostorih, kjer je radio ognjišče, imajo tudi svojo kapelo, tako da imamo kar 5 bogoslužnih prostorov v naši hiši. To za informacijo. Ja, res je. Torej, kaj bi še vprašali? Aha, ja, torej, če pač pogledamo na urnike, ne, vidimo, da je na začetku, v bistvu se pouk začne 1 minuto prej, ne, oziroma 44, ne, 7:44 in konča se 1 minuto kasneje. In v bistvu, kaj je pa to? Zakaj so take čudne ure? Ja, ne vem. Ja, zato, ker začnemo dan z rožnim vencem, pa zmorno pač in rabimo 46 minut in ne 45. No, se malo heca. Ne, to je zato, da se prav tako v urniku pove, ja, lejte, vzamemo si pač čas za to uvodno molitev. Pač mi prosimo za blagoslov, ne, pač za ta dan, ki je pred nami, pač da je Gospod z nami, ne, da ima on prostor v našem času in v našem urniku, ne. Tako, no, seveda pa potem tudi zaključimo. Pač tako, ali kakšen svetopisemski odlomek, ali kaj, tudi kakšen profesor pripravi, ali kakšna misel, ali ena molitev, ali če se kakšna stvar v razredu dogaja, ne vem, pač take stvari, no, tako da je pač Bog z nami, ne, pač v tem dnevu. Da tudi v zaključku. Pa tudi na koncu, da se zahvalimo. Ja. Zato je tudi 14:11. Ja. Ni 14:10, oziroma zdaj 14:01, zdaj ja. Je bil pa to tudi eden od takih lepih izzivov v zadnjih nekaj letih, da so dijaki v okviru projektnih nalog pripravili potem zbirke teh molitev in nastala kar ena taka mini knjižnica molitev za pred poukom in pa po njem. Tako da smo zelo hvaležni tudi za to prizadevanje dijakov, da ni bilo včasih samo na, če tako rečem, plečih kaplana, zdaj pa je zelo lepo sodelovanje v zadnjih letih. No, tega nisem vedel. Zanimivo. Tukaj gledalce še, oziroma poslušalce, ja, mislim gledalce tudi, ja, zanima tudi, kako je glede spovedi v zavodu. Baš 2 termina sta, no, tako med glavnim odmorom pa po pouku, lahko pač pride vsak, no, pač spovedi, no, tako pač čez celo leto je pa možno pač tudi pred Božičem pa pred Veliko nočjo je pa prav tak daljši termin, no, pač je tudi več še drugih spovednikov. Tako, večer usmiljenja se imenuje. Drugače pa smo vedno tukaj na voljo, ne, in smo pač res veseli, če kdo prepozna Božje usmiljenje in ga sprejme, ne, pač to je zmer praznik, ne, če kdo prije spovedi, ne, Bogu hvala, ne, nekdo ve, da ga ima Bog rad in da mu odpušča, ne, tako da, to bi rekel. Ja, drugače pa tudi nekako hočemo spodbuditi pač tudi s tem, da bi
redno spremljali kledo. Ker že papež Frančišek govori tudi o tem, da v rednem spremljanju, da imaš nekoga na svoji duhovni poti, ki te spremlja. Se pravi, tudi s tem, da je tvoj sopotnik, pa hkrati, da je lahko tudi tvoj spovednik. Tako da v bistvu so se nekateri dijaki pa tudi že tako res navadili, da nas v bistvu ali me pokličejo, mi napišejo SMS ali na Facebook ali na Instagram, kaplan, ste frej, lahko pridem zvečer ob 8 spovedi. Ja, itak. Spovedni kabinet se dobiva. To je, se pravi, to, kar v bistvu dosti dobro funkcionira. Ja, pa potem to včasih pa ostane še za naprej, ker so že študentje ali pa že poročeni, pa jih tudi še spremljamo. Aha, zelo zanimivo. Zdaj smo v bistvu veliko izvedeli o tem duhovnem življenju, ne, in o škofijski, se pravi o temah, ki se jih učimo. Zdaj pa mislim, da je naslov tegale mitinga, če se pravi duhovniki tukaj samo molijo, ne. Ja. In zdaj me pa zanima, ne, kakšna je v bistvu, kako v bistvu tule živite, ne, pa še mogoče zdaj, ko je korona, kaj delate v prostem času, ne vem, kdo sesa, kdo pometa, kaj takega. Ja, direktor reče pač nam kaplanom, da mora vsak pač svojo enoto posesati, ne. Pa gremo pač z metlo, ne, Martin Gredijaški dom, Gašperjeva osnovna šola, pa to delamo pač cel teden in to je to, ne. Ne, se hecam. Gregor, upam, da te naše čistilke ne slišijo, ker potem bodo zelo razočarani. Ja, to je bila šala, no. Se pravi, kaj zdaj konkretno povemo, kaj kdo dela. Zdaj je rebel zanimivo, ker verjetno, kar se tiče kuhanja, ker smo tudi dosti bolj prepuščeni sami sebi in tudi danes smo se zato zmenili, da bomo nekaj tudi pojedli, ker običajno imamo ponedeljke rezervirane tudi za tale večer naš, duhovniški, tudi če ni korone, pač vsak ponedeljek se tukaj dol usedemo, zmolimo, si podelimo, kako je šel teden, kaj nas čaka v tem dnu, ki prihaja, pa potem seveda tudi na koncu kaj tudi pojemo. Tako da za danes je pripravil mojster, hišni mojster, zavodski mojster, pico pek, Grega. Ja, ne vem, mogoče konkretno, no pač, jaz bi rekel, da ta čas korona je bil za nas tudi en blagoslovljen čas, ne. Pač drugače smo čez leto, tako, ko je pouk in te duhovne obnove zelo raztepeni, pač vsak na svoj kraj, ne. Imaš dosti malo časa, dosti malo energije. Zdaj pač od 13. marca lani, ne, smo pač dosti več skupaj in se mi zdi tudi za nas je bilo to res fajn, ker pač nekako se v redu zastopimo, ne, pač, ja, treba to povedati. Pa smo se mogli malo bolj navaditi pač to gospodinjstvo, ne, smo malo pač skuhali si, ne, preživeli, in to je zanimivo, ne, ker ne vem, kaj to veste, ampak če imaš več kot eno gospodinjo za štedilnikom, je v bistvu težko preživeti, ne, v bistvu eno in drugo težko preživeti. Tukaj se moramo pa nekako vsi tako notranje malo truditi, boriti pa truditi, da si lepo razdelimo te naloge, ne. Mislim, da nam bo danes mogoče pred kamero uspelo, da bomo čisto mirno, da bomo preživeli ta večer, ne. Moje, da še lahko že bomo počas pico, veš? A še ni naštimala. A gremo? Ja, prav, ja. Zdaj, kako pa to je naredilo? No, to je zopr bravo. Ne, sicer veljavo, ne bo tako okusno pa dišeče, ampak se vam potrudil, da bo vsak kaj izgledal. Tako da, ja, tukaj gremo kar v kuhnjo, dobrodošli. Kakšna pa je pica, če smem vprašati? A vi lahko jeste? Ja, to je kar zabavno, ne. Pač tukaj imamo že nekaj pripravljeno. Zdaj mi je to pico, tako da, ja. Pač vse lahko malo odbliži tudi, da se malo vidi pač to testo, ne, kako nastaja.
Pač treba je malo to zvalati, mislim, stisnem, da je ta rob. Sedaj se jaz počutim, kot Jamie Oliver. No, glavno, takole pač to naredimo. Ja. Tako, da se te vidi. Ja. No, v glavnem, pač v tem času korone smo mogli malo se navaditi pač na to, da poskrbimo tudi za čisto telesno plat, ampak je pa res tudi to, da to tudi razvija, bi rekel, duhovno življenje, ne? Ker kristjan ne bi bil pač človek skupnosti, ne? Tako da ne bi ga tudi vse, kar počne pred Bogom, peljal nazaj pač k bratom, ne? Tako da dobro, no. V tem smislu nekako tudi te stvari ne bi šle, ne? Tako da ja, zdaj probali nekaj stopico narediti. Ja. Dač imamo pa sobote popoldne rezervirane, pač za to malo druženje, ne? Pač pa to pripravo. Tako da pač to s temu služi, no. Zdaj bilo pa fajn, če bi še kdo drug prišel, ker je neče zmanjkali teme za govorjenje. Če lahko še Martina ali pa tako ne. V bistvu, veš kaj, po mojem si je pozabil, da bo Matevž tudi jedel, kljub vsemu, da je samo kamerman. A jaz sem rabim stavljal štek, pa ja. Ne vem, kaj že kaj povedal. Ja, ne vem. Ljudje pice, Čekaj pametnega. Pač, Tole zgleda kar mojstersko. Jaz sem gledal en filmček na YouTube, pa sem malo probal. Lepo. Ja, pa v bistvu zelo dobro mu gre, odlično, profesionalno. Tako da zdaj vsako soboto običajno prakticiramo Gregorjeve pice, no. Tako se nam v bistvu zelo všeč. Tako je. Kaj pa kaj delate še v prostem času, drugače poleg vseh obveznosti? A se mene sploh sliši? Ja, se. Aha, okej, super. Ja, glej, zdaj prosti čas je tako, ne. Običajno imamo dopoldne vedno pouk, se pravi, ker smo pač v šoli, od ponedeljka do petka, tako kot vsi ostali učitelji. Popoldne je dostikrat potem še, ali so priprave za pouk, ali kakšni pogovori, kot smo že slišali, ne. Tako da, kolikor pa pač si vsak sam organizira svoj čas, takrat pač se ukvarja s tistim tudi hobijem ali pa veseljem, ki ga ima, ali gre na sprehod, ali se ga ukvarja s kamero, ali se ga ukvarja s vsem drugim, pač tako, ima vsak svoj talent, tudi pa svoje navdušenje, svoje veselje. Potem pa recimo konec tedna, ne, kot smo slišali, ponavadi je tako, da se imamo duhovne obnove do sobote popoldne in smo dosti s tem okupirani. Konec tedna, se pravi nedeljo, pa skoraj vsi pomagamo na župnijah. Tako da zdaj sicer v tem času, ko nimaš na župnijah, ne hodimo, ampak sicer pa vsak vsaj v eni župniji ob nedeljah popoldne mašuje. In je seveda potem tudi ta, recimo, če tako rečemo, prosti čas zelo zožen, ne. Še najbolj intenzivno je, kadar so počitnice, ali pa recimo, če ima kdo veselje, ne vem, Če bi en pomagal noter. ali pa recimo, če poleti, ja, da to morate vedeti posneti, no. Ja, prej posneti. Bom bolj povedal do konca. To morate zdaj cel postopek. Ja, da veš, pa da ga ven potekneš. No, tako ja. No, 7 minut, ura je 34 toni. Ja, drugače pa tole zdaj v bistvu kar je tak, recimo čas, ki seveda ne moreš jeti, ne, tako kot tudi vi vsi ste videli, ne, pač ne moramo jeti nekam na obisk kakšnim prijateljem ali pa kakšni družini ali pa tudi duhovnikom konec koncev, ampak se pa pokličemo, ne. Tako da je v bistvu bil tudi en tak lep čas, smo lahko poklicali s kakšnega sobrata, duhovnika ali pa kakšne prijatelje, kolege še iz kakšnih še z mladih let, iz otroštva.
tako kakšne sorodnike, ki se pač drugače nismo mogli osebno dobiti, smo si pa zdaj tudi lahko nadaljavo voščili recimo za praznike, za Božič, za novo leto. Tako da si pač tudi na tak način potem lahko izkoristimo ta čas, ker smo bili zdaj v bistvu tukaj tudi med prazniki, v bistvu vse dneve tukaj v zavodu. Aha, no, jaz bi še mogoče omenil, ker na škofijski je veliko zborov, ne? In v bistvu škofijska, eni celo povežejo škofijsko, pač prva stvar, na katero pomislejo, so zbori. In zdaj me zanima, če je tudi pri vas, ne, tudi kaj te žilce. Če se kdaj zberete, pa kakšno zapojete, ne, recimo. Ja, še enkoli. Ja, ena od stvari, ki je tako bila zelo izziv za nas zdaj spomladi, ko se je začela epidemija oziroma karantena, so bili velikonočni prazniki. In ker pač nismo šli na župnije, nismo bili nikjer z občestvom, smo se dogovorili, da bomo mi sami v bistvu zase pripravili tukaj res slovesno bogoslužje. In takrat smo pravzaprav se prvič zares vsi skupaj, ker smo bili tukaj učili peti in potem tudi primačali seveda, ki smo jih imeli oziroma pri obredih, si naredili res slovesno bogoslužje. Takrat je tudi padla tista ideja, da smo potem to prenašali po internetu primaše. Drugače pa gotovo zapojemo tudi, kadar recimo skupaj moramo vsaj en del recimo skupne molitve, ali pa ob kakšnih recimo počitnicah, če gremo poleti, gremo ponavadi za en teden, če se leda skupaj na počitnice in potem tam pa si, bom rekel, to damo malo, da duša zapoje in usta. No, pa mogoče je to nas še pozabil, ker ima nekdo gota, ali pa rojsten dan, je pa že praksa, domski dijaki običajno takrat zmeraj kaj na vrata pridejo, ker se sliši, da se duhovniki tako ob 10 zvečer nekaj na veliko pojejo, mislim, da je skoraj da derijo, ampak ja, gremo pa v bistvu oferat, no. Če veste, na predvečer, ki ima nekdo god ali pa rojsten dan, pa se malo ropota s kastrolam, s posodam, malo tolče in potem se mu zapoje vse najboljše. Eno tako, v bistvu, tako, v bistvu skoraj na pol bogoslužna pesem je, ne. Sotvori, Gospodi, dolga žizen, zdravja in ščastja in mnogaja blagaja leta. In to potem pojemo, no, tako da ja, v bistvu smo kar vsi, tudi pevci, bili prej že tudi v zborih, v bogoslovju, pa še po župnijah, ali pa v kakšnih profesionalnih zborih, ne, tako da ja, zelo radi zapojemo, tega ne skrivamo. Kdo je najboljši pevec? Ja, Sekstet je najboljši. Na 3-4 zdaj bomo dvignili roko, no. 3-4. Sej morda pa na koncu tudi kakšno zapojemo, ne, Žiga, če bi želel. Jaz bi želel to slišati, ja. Jaz bi želel. A pol s kitaro ali brez kitare? Pa dajmo s kitaro, ne. Mislim, dajte. Okay. Ja, se pravi, zdaj bo naslednje vprašanje, medtem pa lahko grem jaz dol kitaro, ker so nas čisto presenetili, tako da... Tudi v četu želijo kitaro. Da se bo stvar tako razvila. Ja. Aha, no, mogoče še, ne vem, če gremo nazaj na pouk, če se vam je kdaj zgodilo, da bi vam kakšen dijak, da bi vas presenetil, ne vem, s kakšnim odgovorom o veri ali pa da bi vas kaj naučil, če se je kaj takega kdaj zgodilo. Kakšna posebna zgodba ali pa če se to večkrat dogaja. Ja, zagotovo je, mislim, mene osebno tako zelo tudi nagovarja, kako nekateri to prepoznavajo, kako je rekel prej Gregor, ne, to božje usmiljenje, ne. In pol tako se sami odločijo, da bi prišli k spovedi in da bi jih potem tudi nekdo spremljal, da bi se odločili za eno konkretno pot, no. Tako se mi tudi zgodi, recimo, da takole zvečer, ko imam potem še adoracijo, danes bom potem imel, da potem tako pridejo z enim
takim veseljem pa hrepenenjem, da bi bili en cajt z Gospodom, tako res čistem sami, pa hkrati nas je polkno, ampak vsi z istim namenom. No? Je pa res, da recimo pri Viku, ko so te debate, je pa doskrat tudi veliko lepega se porodi. Tudi take, recimo zanimivo, zdaj konkretno imam z maturanti, seveda nadaljavo spet, smo brali, smo že zaključili prvo pismo Korinčanom. In se je en pač maturant sam zadal tudi, da bo vsak dan pripravil na tisto odlomke in komentar kakšnega izmed cerkvenih očetov iz zgodovine teologije. No, tako da to je ena taka stvar in tisti, ki so bili zraven, so bili pa ful navdušeni, jaz sem bil čisto navdušen, no, tako me je presenetil in tako, vsak lahko res da tisto, kar je v njem noter, no, tako, tudi včasih tudi recimo zelo lepo tudi presenečen nad kakšnimi, ki mogoče na prvi način ali pa mislim tako, se tudi reče, da niso krščani, naprimer, ali pa recimo, da niso bili kasneje prebirni, ampak se vidi, kako se je Gospod na drug način dotika. In kaj nosijo v bistvu sebi in lahko dajo drugim. To je fascinantno, tega sem najbolj vesel. Jaz mislim, da mora Gregor iskati, če hočemo kaj večerjati. Hoda jaz, čakaj, da še damo tisto. Kako je ratel? Evo, pa ne ratel. No, takole. Je pečena, Gregor? Ja, mislim, Vsi veš, ta pečica moja je malo bolj lahko to leta. Se je, no, ja. Tako je. Vidiš pa kar dajmo, evo. Novo narediti, ali pa? Ne. To prije, da bo postalo, ne? A zdaj sledi še blagoslov, ali boste kar... Ja, sej tema je bila, a duhovniki saj kaj molijo, ne, oziroma če skos molijo, bomo zdaj imeli molitev pred. Tako da bo, evo. Ja. Pojedali, da vas ne bomo dolgočasili, pa... V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod blagoslovi nas to večerjo, ki jo prejemamo, to skupnost, ki se je izbrala nadaljavo in nas spremlja, blagoslovi vsa njihova pota, vse njihove želje, vsa njihove hrepenenja, vodi slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. Bog žegnaj. Bog pronaj. Žiga, če imaš kakšno vprašanje, kar vprašaj. Ja, jaz vam najprej želim dober tek, ne? Pa da... upam, da je dober ratel. Ja, vprašanje. Mogoče še kdo od chat, če napiše. Se sami tole zrežemo. Žiga, zdaj smo nazaj, zdaj vprašanje tvoje. Aha, vprašanje moje. Torej, šli smo v bistvu vse tele duhovne stvari čez, ne? Jaz bi v bistvu, kaj delate med šolo v dijaškem domu, je bilo vprašanje. Dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje. Kaj se dogaja v dijaškem domu, ja? To smo pozabili. Med poukom? Med poukom in po pouku. Ja, med poukom, če je vse normalno, je dom prazen. Če tako, kot mora biti, je dom prazen, razen če je kakšen bolan, pa dežurni vzgojitelj seveda je tam. Drugače pa po pouku, kar precej stvari se dogaja. V petek bomo še en podoben zvečer, tudi v dijaškem domu.
ampak v bistvu ja, so krožki, najprej radomci na kosilo, potem so učne ure, potem je večerja, potem je možnost telovadnice vsak dan, potem so še zvečer po večerji, tudi kakšni krožki, potem je tudi možnost, se pravi, v ponedeljkih adoracije ob sredo za cel dom, tako je domska molitev, kjer se vsi skupaj zberemo, potem so vaje za vokalno-inštrumentalno skupino, no. Tudi z domci gremo na kakšen vikend, enkrat na leto z vsako vzgojno skupino, no, tako da se pa počasi že tam do 10 pa treba spraviti po sobah, no, in v bistvu tudi poskrbeti za nočni mir, no. Razen, če kakšnemu še kaj zagusti, da ima recimo še nočne učne, ali pa... A to je na urniku, nočne učne ure? Ne, nočne niso na urniku, ampak v izjemnih primerih pa seveda dovolj, če je v šoli preveč zahtevno, no. Pa potem pustimo, da se tudi še po noč učijo, ker kakšni delajo še konzervatorij zraven, potem eni so tudi športno aktivni, recimo plezajo tam pol dneva še, ki tako ne možeš začeti plezati, potem tudi recimo kakšni vadijo inštrumente, no, teh je kar precej, ker delajo še glasbeno šolo zraven, tako da ja, se kar dogaja, ja, kar pesno. Ja, dijaški dom je zih zelo zanimiv, ne. Jaz bi samo omenil, da v bistvu z vami vsemi, no, pač jaz sem največ mogoče z gospodom Martinom Zlobkom, ne, ko se pogovarjam, je vedno tako zelo sproščeno, ne, zdajle pa v bistvu, ko se moram kao dati v vlogo dijaka oziroma tega, da bi bil v 9. razredu, pa zdaj nimam nekih vprašanj, ste vse lepo povedali, mogoče edin, če ima še kakšen v chatu, pa boste itak še eno zapeli, ne, kakor ste obljubili, tako da... To bi vas pohvalil, no, da vedno ste pripravljeni na pogovor. Aha, vprašanje, kako poteka predmet vera in kultura? To ste že malo omenili. Vse lahko še malo bolj tudi praktično, ne, pač kakšne stvari imamo. Vera in kultura je v prvem pa drugem letniku 2 ure na teden, potem imamo v 3. v 4. 1 uro na teden. Zdaj poteka tako, da imamo pač v začetku molitev, pol je različno, pač so kakšne naloge, so kakšne seminarske naloge, drugače pa potem pač ko jemljamo snov, tudi, mislim, predtem tudi kaj zapojemo, no, pač kakšno pesem na kitaro, pa tako, kaj še pol. Pač poleg te redne snovi so pa tudi kakšni pogovori po skupinah, pa dosti teh debat, no. Recimo, mislim, predmet je tako zasnovan, da bi pač dijaki res lahko vse vprašali, no. In res tudi najbolj zanimiv rata takrat, kadar sami nekako odprejo neko temo, ne, in potem pač to nekako razčiščujemo, ne. Se mi zdi pa to ena zelo pomembna stvar, da se v tem predmetu tudi vsak nekako oblikuje, kakšna oseba želi postati. Pač mi spoznamo razne zgodbe, ali to v Svetem pismu, ne vem, najprej pač Jezus, ne, pa tudi različne teme, ne. Kaj jaz vem, recimo pri temi človek kot družbeno bitje, recimo se ukvarjamo z vprašanjem, ne vem, kako se recimo obnaša, ne vem, en egoist, ali pa ko pač je človek skupnosti, a ne. Pa potem razmišljamo, kakšno skrajnost gre en, pa kakšno gre drugi. In bolj pred tem se vsak ustvarja en pač odnos, ne, do tega, pač kakšna oseba si dejansko želi postati. In potem si pač to tudi povemo, ne. Tako da se mi zdi, da iz tega predmeta res lahko vsak nekaj dobi, no. Pač če je bolj povezan s cerkvijo in z Bogom, ali pa če tudi mu to še ni bilo nekako dano, ne, ali pa če sploh ni. Tako da, kaj bi še tako konkretnega mogoče? Lahko še jaz dodam za 4. letnik, no. Ker pa v bistvu maturantje, ki imajo že tudi mogoče majhno več
itak večji uvid, v samo stvari, pa več znanja, normalno, in v bistvu pripravijo sami okrogle mize na določene teme. To pomeni, da v bistvu eno snov naštudirajo, pripravijo povzetek in začnejo uro s predstavitvijo snovi in potem pripravijo za razred konkretna vprašanja na to temo. In takrat je v bistvu to res okrogla miza, kljub temu, da nismo vedno, ne moramo biti v krogu, ampak se v bistvu tako odvija, ker v bistvu sodelujejo v bistvu skoraj da vsi dijaki ali pa čim več se tudi sami spodbujajo, in da pride potem ena taka konstruktivna debata o določenih stvareh, lahko včasih tudi malo bolj perečih temah, predvsem pa temah, ki so življenjske, s katerimi se oni že soočajo zdaj in s katerimi se bodo še bolj soočali, ko še na faks ali pa konec koncev, ko si jo ustvarjali svojo družino ali pa se odločali v bistvu za osnovno poslanstvo, kam pa kako, kaj je tista življenjska odločitev, ki jo jaz imam namen narediti. Aha. Ja, klele v chatu je še vprašanje, a zdaj med korono imate ure prek Zooma, ne? To je seveda odgovor pritrdilen, ne? Se pravi, tako kot ostale predmete. Ja, seveda, mi imamo zdaj v tem času, ko je korona, ko je pouk nadaljavo, imamo ravno tako pouk, se pravi v urniku, določene ure, mi nadaljujemo pravzaprav z običajnim urnikom, s tem, da so določene omejitve, koliko je teh ur na teden preko Teamsov, recimo, mi delamo vsi preko Teamsov, ampak to, da imamo pa redno stalne ure, ja. Tudi te okrogle mize, ki je prej Martin govoril, recimo dijaki lepo pripravijo, predstavljajo in je v bistvu kar zanimivo tudi to sodelovanje vseh dijakov potem tako nadaljavo, tako da se učimo nekih novih stvari. Zdaj jeseni, pravzaprav zdaj tudi ne laže, kot je bilo spomladi, recimo, ko smo se na novo učili. Ja. Ja, pa še naslednje vprašanje je pa v bistvu po moje bolj zame, ne? Če je vera in kultura priljubljena med dijaki, bi pa rekel, da je kar zelo priljubljen predmet, no? Iz več razlogov. Se pravi, pri veri in kulturi res lahko te teme, teme so zelo zanimive, se pravi, te debate, lahko se v eni debati, v eni najmanjši stvari pogovarjaš pol celo uro in pol še naprej povlečeš to misel, ne, in pol zelo zanimivo, no. Lahko je pa tudi ena zelo sproščena ura, mislim, ni veliko naloge, no, tako da je kar, meni je zelo všeč vera in kultura, no. Pa tudi tako, učimo se res o marsičem. Ne samo katoliški veri, tudi o ostalih verah in tako. Pa morda si Žiga še eno stvar pozabil, da večina dijakov ima odlično ali najmanj prav dobro oceno, ne? Tudi to je res, ja, tudi to je res. K boljšemu končnemu rezultatu razpričevalo, ne? Ja, to je tudi dobro, ja. No, če lahko jaz sam dodam, no, se mi zdi pa, da tisti glavni izpit iz vere in kulture pa pač vsak naredi pol v življenju, ne. Pač bi rekel, da tudi ti razredni projekti na končni fazi, recimo pevski festival, dramski festival, jaslice, pa tudi splošno počutje v razredu, da je en pokazatelj, koliko so nekako dijaki naredili na sebi. Torej, koliko so zrasli kot osebe, pa tudi koliko je razred zrasel kot skupnost. In se mi zdi, da tam se na nek način tudi preveri, koliko so tudi od samega predmeta, pa tudi še od ostalih stvari res potegnili, ne. Tako da, mi si po svoje lahko prvošmo, da je predmet majčkeno bolj sproščen v smislu podajanja pa pomnjenja informacij. Zato, ker tudi, mislim, recimo v krščanstvu, ne, ena zelo enostavna informacija, ne. Ljubite se med seboj, kako sem vas jaz ljubil, rekel Jezus, ne. To lahko v enem stavku povzameš, ne, ampak je pa projekt za celo življenje. Tako da se mi zdi, da je tukaj res pomemben ta vidik, da vsak nekako že med urami, pa tudi osebno dela pač te korake, ne, te rasti osebne, ne, pa v veri predvsem.
Ja, se zelo strinjam. Ja. Mogoče, ko ste omenili jaseljce. Se pravi, če ena stvar je morda, ki se mi zdi pomembno, da smo seveda na katoliški šoli in na katoliški šoli, pa ne samo v Sloveniji, na teh 4, ki jih imamo, pa pravzaprav na vseh katoliških šolah po svetu, je gotovo religijski pouk, verski pouk, predmet kot je vera in kultura, en tistih najbolj povezovalnih elementov, pa tudi gradnikov, ki pravzaprav postavlja katoliško identiteto šole, se pravi, da šola pravzaprav je taka, kot je tudi zaradi takega predmeta, oziroma tega, kar je Gregor govoril, celotne skupnosti, ki se ob tem seveda potem tudi postavlja. Ja, hvala. Prej ste še omenili jaseljce, gospod Gregor. Ja, jaseljce, ja. Se pravi, če kaj o tem mogoče bi povedali, kaj je to? Ja, jaseljce, pač tako je, ne. Vemo, da pač doma postavljamo jaseljce, da se spomnimo to, da pač je Božji sin postal eden od nas. In ta resnično se dogaja pač povsod, kjer pač živimo, ne. In Jezus je pač z nami pač v vsaki situaciji, tudi v razredu. In jaseljce postavljamo nekako po razredih, prav zato, da bi se spomnili, ko pravzaprav to malo dete, da si želi pač naše družbe in da se nam Bog s to nežnostjo pa ljubeznijo želi približati. No, in zdaj, kaj se res dogaja? Torej, razredi začnejo nekako izdelovati jaseljce, ne, pa še prej zbirati ideje, pač v adventnem času, potem pa predstavijo na tisti zadnji dan, preden gremo domov, torej pred božičnimi počitnicami, napravijo eno tako predstavitev. To je nekaj minut, pač nekako cel razred sodeluje, ali s kakšno pesmijo, ali z enim razmišljanjem, ali pač likovno, ne vem, mislim, se jaz tle nekaj razlagam, ampak če bi to videli v živo, bi bilo pač zelo zanimivo, ne. Ja, na internetu se to da najti. Ideja pa je to, sem rekel, no, letos so pa pripravili nadaljavo, je bilo pa tudi pač zelo zanimivo, no, tako da tudi to lahko pogledate, kako so, kako bi rekel, jaseljce nadaljavo izdelali, no, pač dijaki. Ja, to je to. Ja, hvala. A ste zdaj že neke knjigce si pripravili? Ja, si dober videl. A imaš kakšno glasbeno željo, Žila? Presenetite me. Ok, presenetnika. A ponovadi pojete večglasno ali enoglasno? Ja, največ 3. Kitara pa še 3 glasovi bo. Ja, tisto sem tudi. Zdaj, a čisto resno? Ja, čisto resno. Moja nevidljiva
Malo slabo se vas sliši. Mogoče malo bolj na glas, še enkrat. Pravim, da če kakšen test, pa če potem to zapojemo, recimo dvigne malo duha, pred tem sredo, no, ali pa tudi po tem, če ratne. Ja, tole je bilo zdajle zelo dobro, ja. Zelo ste dobro zapeli. Ja, zelo, zelo. Bi bili tudi za močnikov zbor, morda. Ja, a je bila to zdaj zaključna pesem že? Hvala lepa za vašo pozornost. Jaz nisem ta glavni, tole. Hvala tudi Žiga tebi za povezovanje. Bravo, Žiga! Hvala. Ja, nekako želimo, da bi tudi vi nekako razmišljate o opisu, da bi prišli sem, da bi spoznali pač to veselje vere, veselje te skupnosti, da bi začutili duh, ki veje pač v teh razredih, kjer so res čudovite osebe. Tako da res iz srca dobrodošli. Hvala. Nasvidenje, pa srečno z Bogom. Adijo. Adijo. Nasvidenje, hvala. Hvala.